Lepo pozdravljeni. Spet smo tu v podcastu Odmev tedna in teden je pester. Ampak to, kar je bistveno, je, da prav zdaj, ko to snemamo, seveda se največ dogaja v Državnem zboru, kjer poteka glasovanje o novem mandatarju slovenske vlade, to je seveda Janez Janša, ki je zbral 48 podpisov. Zato bova z gostom, ki ga tokrat prav lepo pozdravljam, to je gospod Jože Plut, naš stalni komentator, da tako rečem. Zato bova pravzaprav komentirala nekaj, o čemer še ne veva, kakšen bo izid, kako se bo to obrnilo. Ampak upajmo na najboljše in komentirala bova tudi vse dogodke tega tedna, ki pa so se že zgodili. Gospod Jože Plut, lepo pozdravljeni. Bog daj vam in vsem gledalcem in gledalkam. Torej, zdaj Janez Janša, on je praktično 2 meseca je danes od volitev. Tale vlada kar nekam dolgo nastaja, ampak vendarle, zdaj je seveda se lotil zelo strokovno, zelo politično spretno, lahko rečemo klobuk dol, nič zaletavo ni bilo to, ker ali gremo ali pa ne gremo, na nek način z neko distanco bi človek rekel. In je zdaj izbral pač to kandidaturo, ki jo je podpisalo 38 poslancev. Zdaj najprej komentar, kaj lahko rečemo o tej 4. Janševi vladi, o tem nastajanju. No, zagotovo se gospodu Janezu Janši pozna, da je izkušen politik, da je verjetno tisti, ki javno deluje v politiki, če odmislimo one strice in tete iz ozadja. In seveda v teh letih si je nabral ogromno izkušenj, tudi v časih, ko je bil premier, pa tudi v časih, ko je bil v opoziciji. In seveda mu je to zdaj zelo koristilo. In je zato delal dejansko počasi, zagovarjal je, da najprej, da bo, če bo sestavil vlado, da želi imeti tako večinsko, da bo lahko tudi spremenil. Zdaj pa očitno se je odločil, da bo šel z relativno večinsko vlado, to se pravi 48 plus 2 glasova manjšine, in da bo skušal narediti, kar bo možno, in seveda, da bo še razširil to zgodbo, da bo naredil neke vrste koalicijo za napredek države, v tem smislu, da bo povabil še vse ostale stranke, tako je bilo razumeti, potem, ko bo sestavil vlado in jih povabil k podpori za te temeljne stvari, ki jih je treba v Sloveniji narediti, zato da bomo zopet na nek način država, ki bomo prosperirali, in seveda narod, ki bo imel več blaginje, tako materialne, kakor duhovne. Skratka, da bo dišalo po enem upanju bomo rekli, za čim več ljudi. In seveda mu gre za čestitati, kako je lepo to zmanevriral. Očitno so pa seveda tudi v ozadju te stranke, ki sicer so dobile manj glasov, pa vendar so programsko tako sorodne in želijo spremembe, da so ob šokih, ki so jih doživljale, z podkupovanjem, s ponujanjem prestopov, z raznimi ugodnostmi, ki so jim bile ponujene, se odločili, da bodo vztrajali v tistih osnovnih programskih izhodiščih, ki so jih imeli, in podprle potem tudi novega mandatarja. Tako da mislim, da glede na število glasov bi zdaj ne bi smelo biti težav v današnjem dnevu za to, da bi bil izvoljen za mandatarja. No in to ponudbo, ki jo pravzaprav vsakič, ko se stavi vlado, on ponudi tudi sodelovanje široko in za razvoj. In zdaj očitno, glede na to, da se mi zdi, da se marsikomu meša, tako občutek imam, ko gledam tole norenje po Sloveniji in laganje in ne vem, kaj ne rečem, očitno ne bojo pristopili k tej koaliciji za Slovenijo. Kaj zdaj to pomeni, kako si lahko to razlagamo? Očitno je ta bipolarnost slovenske družbe, ki se vleče ne samo z 2. svetovne vojne, že malo nazaj se čuti in je še vedno prisotna. Določene stranke, ki so bile takoj po vojni ves čas na oblasti v duhu izjave gospoda oziroma tovariša Staneta Dolanca, da se spomnite, zdaj se večkrat vrti, zdaj vse mora biti znano, da smo mi na oblasti komunisti in dokler smo Če ne bomo mi, bo nekdo drug. In to se ne bo zgodilo. In to se ne bo zgodilo. In to je očitno jim je zelo težko sprejeti. Tudi potem po 35 letih demokracije, čeprav so skoraj ves čas oni bili, bomo rekli, leva opcija, nasledniki
komunistov na nek način na oblasti. Mi je zelo težko sprejeti vsakokrat. Spomnimo se, kako je bilo pred 8 leti, kakšne težave so imeli, že predno je bilo, so bili kolesarji. In človek bi si pa želel, da bi ne glede na to, ker vedno gre za politično igro, po svoje človek razume, po svoje bi pa si želel več razumnosti, preudarnosti, pa potem, ko vse kaže, da bo neka druga zgodba, da jo podpremo vsem dobrem. In jaz si želim, da bi te stranke, ki bodo zdaj sicer ostale v opoziciji, za nekatere mislim, da glede na njihovo izkušnjo v zadnjih 30 let, je upanje, da bodo nekatere projekte, ne glede na to, da bo Janša vodil vlado, lahko podprle. No, Han je rekel, da bo. Tako, bravo, to ravno njih sem mislil. Da načelno bodo sicer v opoziciji, bodo nasprotovali, kar je tudi konec koncev na nek način posebno veselje in hobi in praksa in mora biti drža opozicije. Po drugi strani pa se mi zdi, da bodo vsaj oni podprli, pa morda še kakšni posamezniki iz drugih strank, ker tudi v drugih strankah so nekateri preudarni gospodje in gospe. No, poglejmo zdaj izjavo Janeza Janše o tem oblikovanju vlade. Če bo ta projekt sestavljanja koalicije uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo. No, to je to partnerstvo za razvoj, ne? Torej, tega najbrž bomo videli. Mogoče ja, mogoče ne, zelo verjetno pa ne. Je pa ta poteza prav nasprotna temu, kar ves čas očitajo Janši, ne? Njemu pravzaprav očitajo, da visi na eno stran, da ne ponuja, ampak on vedno ponudi to partnerstvo. Da je avtoritaren, da je samodržec, še veliko bolj sočno izrazje uporabljajo, ampak on dejansko vedno ponudi. Očitno želi, tako bi človek rekel, za Slovenijo nekaj. Zdaj tudi se spomnimo, zdaj le verjetno še aktualnega predsednika vlade, ker dokler pač nova ne priseže, je stari, kako je na začetku, ko je pred 4 leti dobesedno izključeval vse. Potem pa zdaj čistil janšiste. In to na široko. To celo povedal. Tako. Javno povedal. Javno povedal, to je pameten. In potem zdaj, ko je kazalo, da očitno on ne more sestaviti vlade, je začel najprej govoriti o široki koaliciji Slovenije prihodnosti, ampak brez ene stranke. Avtomatsko izključiš 30% prebivalcev. Tudi zdaj na koncu smo čutili vse možne variante nekega strokovnega mandatarja, ki bi bila za 2 leti in bi ga podprla ena in druga stran. Skratka, vse so poskušali narediti, samo da ne bi bilo... Samo da ni Janša. Bravo, samo da ni Janša, oziroma Janša je simbol na nek način, ki ga napadajo in ga skozi to podobo Janša v slovenskih medijih načrtno ustvarjajo, kot nekega negativnega politika. In potem seveda je treba vse narediti, da boš to črno. In vsako stvar skušajo ti mainstream mediji obrniti proti Janši, zato da bi bila Levica imela podporo. Ampak matematika pa volilni rezultat je pa jasen. Dejstvo je, da dr. Golob ni mogel sestaviti vlade. In dejstvo je torej, da jo je lahko sestavil gospod Janša, ker je dobil dovolj glasov znotraj izbranih poslancev iz teh strank. Da je predlagan. Zdaj gre pa, ko govoriva, teče tajno glasovanje. Ampak če bo izvoljen danes, bo okoli na začetku junija, čez 2 tedna, oblikoval vlado. Zdaj poglejmo, kdo bodo njeni člani oziroma kaj so oni podpisali. Oni so zdaj podpisali koalicijsko pogodbo, ki je danes objavljena bolj natančno, pa mogoče komentirava malce. Na začetku je seveda Janez Janša tudi že iksnil, da tako rečem, da enostavno bodo vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč pretok prometa, se izvajali tudi po noči. Tako nam je dal malce tega na okus, kaj vse bo v tej pogodbi. No,
to je bila ena stvar, to smo se zelo razveselili, še posebej zdaj, ker vsa Slovenija stoji, gradbišča so odprta, delavcev ni, ker jih tak ni, ne. Odpirajo pa se gradbišča očitno zaradi nekih provizij, ne vemo zakaj, pravzaprav ne vemo. Ampak zdaj to iz koalicijske pogodbe, to se pravi en urad, skok za preprečevanje in boj proti korupciji, ne, recimo, potem, dobro, JEK2 bodo nadaljevali, to je praktično edina stvar, o kateri se vsi strinjajo, vse stranke, študentski SP, upokojenci SP, ne, restriktivna javna poraba, mi že presegamo zdaj maastrichtske kriterije, to je 3% bruto domačega proizvoda, s tem proračunskim primanjkljajem, to vse zahvaljujoč tej levici v vladi in Golobu. No, potem davčne olajšave, da ne navajam vsega, družinska dohodnina, demografski ukrepi, ta zloglasna kapica, ki naj bi bila pri plačevanju prispevkov 25% povprečne plače. No, seveda tudi vračanje muzeja osamosvojitve, pa konec vojne zdravniki, recimo. En komentar na to, kar se obeta. Sigurno ste malce spremljali, kaj je vas najbolj razveselilo od tega? Razveselilo me je dejansko vse, ne, ker se odpira ali pa se končuje neka zgodba nelagodja, ki smo jo razbrali v prejšnji vladi, oziroma skoraj vojne z mnogimi, ki smo jo razbrali, čeprav so imeli vse glavne medije na svoji strani. Ampak preprosto je bilo tako napetost in ta vojna z zdravniki, z vsemi drugimi tako močna, da smo jo vsi čutili. Vsi smo čutili vrste pred zdravstvenimi domovi, pa ne samo v Borovnici, zdaj smo slišali tam na Primorskem. Skratka, potem odhajanje zdravnikov iz javnega sektorja. In na tem področju seveda bo treba nekaj narediti, zaključiti to vojno, dati ljudem možnost, da bodo strokovno opravljali svoje delo, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Vse primerno plačati, zato sem vesel, da tudi slišimo, tudi v teh osnutkih je, da bodo nekateri sektori oziroma nekatere področja znotraj javnega sektorja jih bodo izvzeli iz splošnega in bodo posebej obravnavali in plačevali. To je moje načelo že ves čas. Ja, končno, se ne more zdravnik, ki 20 let študira, isto biti plačan kot nek FSPN-jevec. Pa vojak tudi ne more biti, pa policist to se mora. Za enega in drugega je mimogrede 24 ur. Ali pa 48, tako. Ali pa še več. In seveda je treba to vrednoti, da bodo ljudje v teh, ker varnostni organi v vsaki državi so nadvse pomembni. Tako policija, kakor vojska in še druge varnostne službe. In jih je treba zato tudi primerno nagraditi, in je treba te stvari predelati. Prav tako tudi druga področja. Ste omenila delo na avtocestih. Res, kamorkoli greš, stojiš. In dela se samo znotraj 8 ur, takrat, ko je največ prometa na avtocestah. Ali pa še to ne, jaz ne vidim nikogar. Včeraj sem bila na Štajerskem, vsi stali, nisem videla praktično zelo veliko delavcev, ali pa strojev. Tako rečemo, včasih so na malci, ko gremo, ker vidiš kilometrska špura, morda vidiš enega ali dva delavca, ki sta na gradbišču, pa en bager, pa en kamion. Skratka, to bi bilo, jaz mislim, da se da to zelo, zelo racionalizirati. Če imaš delavce, odpreš, če pa ne odpiraš gradbišč. In seveda tudi potem delaš. Ker jaz sicer nisem ekonomist, znam pa računati v osnovi. Če samo preračuna za ure, ko ljudje stojijo na cestih in jih ovrednotiš z denarjem, potem vemo, za kako velike izgube gre ob vsakodnevnih teh zastojih. Tako na vzhod oziroma na avtocesti Maribor-Ljubljana, kakor za Koper, tudi Dolenjska, Gorenjska, to vse stoji. Tako, Ivančne Gorice, to dejansko vse stoji. In potem še kamione, to gre za veliko gospodarsko škodo. In seveda bi morali bolje rečeno manjše odseke, pa tisto narediti hitro, delati 24 ur na dan. Se vemo, ko gremo po Avstriji, vidimo, Avstrijci delajo tudi po noči. Ker ponavadi gremo tam gor, če gremo nekam po noč,
Ja. In vidimo, da avtocesto delajo. Pa še inovativne rešitve imajo, veste, da praktično kar preskočijo zaporo. Švicari so to začeli delati. Z nekim kamionom peleš kar čez delovišče. Zelo inovativno je v Avstriji. Marsikaj se da narediti, seveda pa pomeni to, da mora biti podjetja, ki so sposobne to delati, ki imajo dovolj delovne sile. In da jih vodijo strokovnjaki. In dovolj sredstev že prej, da imajo ta material in sredstva in tehniko, ki bodo omogočali prevoze. Ja, tle se da zelo veliko reči. Zelo taka huda tema za našo družbo, ampak se mi zdi, da še premalo govorimo o njej. To se pravi o pospravljanju državnega denarja, o korupciji in tem, se človeka kar boli, ko sliši kakšni procenti in kakšni milijoni, in to, ko slišiš, recimo zdaj te dni je bila izjava gospoda Vojka Volka, če se prav spomnimo, ki je odgovoren pri predsedniku vlade, dr. Golobu bil za to varnost, je omenil milijarde, ki prihajajo v Slovenijo. Iz Balkana, umazanega denarja. In seveda zaradi lepšega so prepovedali vstop gospodu Dodiku, če se prav spomnim. Čakajte, vsi ostali pa so. Vemo tudi, da so prav iz tega področja nekateri postali lastniki zelo pomembnih podjetij v Sloveniji, v glavnem mestu. In seveda potem človek reče, to pa ni tako preprosta zgodba, in samo naredimo pa nič. Veste, če je vlada vedela to, in očitno je morala vedeti, ker je gospod Volk to izjavil, potem pomeni, da bi morali na tem področju kaj narediti, bistveno več narediti. No in več kot to, recimo poslanka Resnice, Kokot se piše, je pa seveda spregovorila o podkupovanju. Zdaj smo mi izvedeli tudi za imena teh ljudi, ki so podkupovali in ki jih podkupujejo, celo kaj so jim ponujali, gotovino, zdaj ravno smo pri tej gotovini, to kar hodijo kar s kovčki keša okoli, ali to sploh ne razumem tega umazanega denarja, tudi stanovanje, hišo. No, poglejmo, kako je na začetku tedna poslanka to povedala. So našim 3 poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. 7-mestne številke. Prišle so od političnih strank. Imamo pisne izjave in ne samo ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo. No, seveda, državna podjetja, zdaj povejmo, v tednu se je to razvijalo, zdaj so že dane neke ovadbe, ki, ne vem, upajmo, da ne bodo ležale po 10 let v predalih, tako kot recimo pri županu, to leži 10 let v nekem predalu. Ampak, skratka, poglejmo, kako je pa predsednik stranke Resnica, gospod Stevanovič, povedal o teh nezakonitih pritiskih. Vsako minuto tvojega življenja bomo preverili in karkoli si že v špiču, bomo to javno naznanili. Sem že videl, kdo točno iz policije je te dokumente predajal obema posameznikoma, ki sem jih zdaj omenil. Naknadno se je pa v zgodbo vključila še Sova. Določeni predstavniki Sove so celo hodili k mojim prijateljem iz preteklosti in jih prepričevali, da samo da ne nekaj naznanje iz moje preteklosti in ne to potrdijo in da bodo za to dobili določene usluge. Celo enega znanca so poklicali takoj po volitvah in mu rekli, da mu ustavijo kazenski postopek na sodišču, ukolikor na kakršenkoli način mene onemogoči pri mojem delovanju. No, a ste videli, ne samo podkupovanje z gotovino neznanega izvora, 7-mestne številke je bilo rečeno, tudi pritiski, izsiljevanja, brskanje po preteklosti, v kakšni državi živimo mi. No, najprej bi se res dotaknil gospe Kokotove, ker je res mislim, da je dr. Možina rekel, da je kot en biser zdaj v tem parlamentu, ali pa eno presenečenje, ker tako kot ženska, z moško jasnostjo stvari pove. Brez dlake na jeziku, lepo, dostojanstveno, in se mi zdi, da ima pravo držo, tako kot bi si človek želel, da bi imeli vsi, ki so izvoljeni in ki potem vodijo našo državo tudi v vladi. Gospodu Stevanoviču, predsedniku parlamenta, se popozna, jaz ko gledam, ker sem bil tudi sam znotraj varnostnih struktur določeno obdobje,
da je bil prej policist. In smemo reči, da naši varnostni organi, policisti pa tudi vojska, načelno delujejo res v skladu s temi etičnimi kodeksi in vrednotami, in stojijo za njimi in jih tudi zagovarjajo. In če bo to držo ohranil kot predsednik parlamenta in zaenkrat dobro kaže in tudi Kokotova in še mnogi drugi, in se bo res zavzemal za poštenost, za preglednost poslovanja države, vodenja, se mi zdi, da je samo dobro. Je pa seveda boleče, pohvalno to, da je tudi on dal zdaj to ovadbo, da je vložil, da so mu pisno prinesli poslanci, ki so jih ponujali podkupnine, in da je to organom pregona tudi izročil, čeprav jaz sam trdim, da bi naši organi pregona nekateri morali po službeni dolžnosti, bom rekel, iz notranje inercije, ker za to so, sprožiti postopke preiskave podkupnine, ker je že kar nekaj tednov to v javnosti, da ne govorimo, da bi morali za vse tisto, kar je bilo v prisluhih omenjeno pred volitvami, ker gre za evidentno zanikal, vsaj jaz nisem zasledil, skoraj nobeden ni nič zanikal, razen gospoda župana, ljubljanskega, ki je pač v svoji maniri hitro odreagiral. Bi morali preiskovati, In dejansko, ker gre to za tako veliko oškodovanje javnega premoženja in seveda še za pranje, kot slišimo iz vladnih krogov, za pranje balkanskega umazanega denarja na Slovenskem. Če ti reče predstavnik vlade, v Sloveniji denar je kakor hočeš z Balkana, in gotovine in drugega. Ja, se te kap zadene. Kje pa smo? Seveda je problem v Sloveniji pa širši. Tako poznamo te zgodbe o modrih kuvertah, ki so krožile že v prejšnjem sistemu. Če si hotel, si mogel z modro kuverto kaj narediti, potem so celo malo zamižali, tudi če nisi bil na liniji, če si bil torej družbeno-politično sicer oporečen, si vseeno pa s kuverto lahko kaj dosegel. Največji problem je pa ta Iran Gate, ko dejansko takrat, ko je šlo za milijarde, ko so se prale v Ljubljani, evidentno, in posledic ni bilo nobenih. Nobenih, na račun Jaka Racmana pa Miki Miške je prišel denar. In veste, pa se reče, se pa začne zgodba. Kriminalna država tako, smo. Imamo vse pokrito, drugemu peremo denar, ampak meni je, če ni bil gospod Štrancar lepo rekel, če daš 1 evro ali ga vzameš, si pečen. Si v zgodbi, si v krogu tega podkupovanja. In se mi zdi, da tlele bi morala biti v naši državi in ta vlada, upam, da bodo res dosledni, mora biti ničelna toleranca do korupcije. In upam, da bo ta znameniti skok, ki ga predvidevajo, verjetno bodo morali še kakšne detajle doreči, postal dejansko učinkovita zgodba kontrole, nadzora in vzpostavitve potem mehanizmov, da bodo začeli to procesirati in da bodo obsodbe tudi dejansko, ne glede na to, z katere politične strani. Jaz tlele bi bil brezkompromisen, ali je bomo rekla z leve ali z desne, kdor se gre korupcijo, pika, in ta nima pravice. Tako da bi res želel na tem področju za dobrobit naše države, veste, ker če denar izginja, pomeni, da tudi razumemo, zakaj denarja za druga področja manj. In za zdravnike manj, in za šolnike ga je manj, in za delavce, ampak za podkupovanja ga je pa kakor hočete, so pa 7-mestne številke. Nekje torej denar je in kroži mimo sistema, evidentiranega sistema, ker danes si težko človek predstavlja, da bi z nekega javnega podjetja, recimo Genija, kar nekdo nekam, ali pa z Darsa odkrožil 7-mestno milijonsko torej številko in jo nakazoval. Vedno se da sicer to v raznih oblikah, Ampak saj smo slišali, da je ministrica 2,5 milijona
tako bilo rečeno, ukradla. No. Mislim, to smo slišali na posnetku. Tudi jaz sem to slišal in če je gori, a ne? Ja, no in nič, ne. Ja. Dobro, zdaj ta teden smo pa imeli občutek, da je izjava predsednice države Nataše Pirc Musar, nekako ta izjava je bila izgubljena v času in prostoru, ne, zato ker je gospa zdaj 2 meseca po volitvah pa nekako povabila prejšnjega predsednika vlade Goloba, kot sva že rekla, pa tudi Janeza Janšo na sestanek in smorte misliti, da en dan pred vložitvijo te 48 podpisov za novega mandatarja je gospa predlagala tehničnega mandatarja. Pa kaj je to? Pa se poslušajte, človek res ne more verjeti, da se to dogaja. Ja, nerodno je, kako bi rekel, kritizirati tiste, ki predstavljajo simbole naše države, ne, in to pri nas predsednik ali predsednica je. Očitno je bil pritisk na njo zelo velik, torej sklepamo lahko z katere strani. In je poskušala še nekaj ali njim narediti uslugo ali pa morala in to je seveda je pa strašno nelogična taka izjava, ne? Ker je bil čas kar nekaj tednov. Saj bilo, ne? Pri nas jasni predpisi so, kako gre naprej. Bi rekel, ne, v ozadju je pa ena, se mi zdi, res ena ta globoka bolečina dr. Goloba in njegovih podpornikov, da ne morem reči samo stranke. Ne, lejte, Milana Kučana, ne, pa Jankoviča, se to je ta grupa, to je ta trio adijo. Ne. Bolečina teh ljudi, da zgubljajo oblast, ne. Ja. Da tudi analiza kažejo, da mladi, kar pomeni prihodnost, jih odvrača, ne. Volivci na prihodnih volitvah. In je bolečina tako velika, da so skušali narediti vse, kar je možno, torej vplivati tudi na predsednico, da bi vendarle morda tisti, ki ima sicer po zakonu možnost sestaviti vlado zdaj v drugem krogu, vendarle bil tukaj naiven, da bi to naredil. Od zadaj se mi zdi tudi še ena taktika, ki so jo spremenili ti levičari, ker se spomnimo pred 8 leti so bili takoj kolesari, že ko je bilo slišati ime Janez Janša, so bili na kolesarih, da so se zdaj odločili tudi to vlaganje v pritožb na ustavno sodišče, zdaj tik pred, razumete, zdajci, potrjuje samo to, da so se odločili, da bodo uporabili druge mehanizme, se mi zdi. Želel je, da bi tudi naprej se takih mehanizmov držali, da bi lahko država funkcionirala, da bi kolesariat ne zapiral avtocest, da bi lahko poslanci hodili na seje, ne da bi jih ovirali in tako dalje. Skratka, morda je pa navkljub samo od zadaj eno pozitivno znamenje, da je, bomo rekli, leva stran ali pa levica prepoznala, da je treba vendarle v eni demokratični državi ubrati demokratične principe, ne pa iti v boj na nož, pa tudi z maskami, zakritimi obrazi, z čudnimi stvarmi. Tako da bi si želel res, da bi predsednica imela zdaj naprej še več, ko bi rekel, suverenosti. A ne? Ja, no, lejte, ona je ljubljenka Milana Kučana, to sta zdaj že 2 pravnika, mogoče bosta pa kaj pogruntala, ne? Pa še Čeferina v timu, tako da mogoče bodo pa kaj izumili novega. Ne? Ampak zdaj, kar se tega tiče, seveda se dogaja tudi ta tako imenovana črna kocka Black Cube, ne? Ki je na nek način ta afera bila podtaknjena, zdaj potaknjeno to, kdo je to naročil, zdaj to porivajo SDS-u. Mi ne vemo, kdo je to naročil, a ne? Ampak tisto, kar pa je za presenečenje, pa je seveda, poglejte, sami ljudje, ki imajo vpliv in pridejo do Roberta Goloba, recimo, to je ta ožji krog Roberta Goloba, oni so razlagali, kako poteka korupcija, tudi tule, recimo, Vesna Vuković, seveda, ne? To so drugi posnetki, to so posnetki tonski samo na drugačen način, ampak to, kar smo izvedeli iz vsega tega je, recimo, 10% župan,
Potem, da seveda se ga nič ne prime župana, ne? Da seveda, tako kot smo že rekli, se zadeve valjajo po 10 let v predaljih, pa nič, ne? To se še bivši ministrici zdi nenavadno. Potem ministrica zginila, 2 milijardi zginili. Potem kdo vpliva, kdo bo privatiziral GEN-I. Skratka, cel krog je bil malce osramočen in kompromitiran, da tako narečem, inkriminiran, cel krog Roberta Goloba, ne. Ampak namesto, da bi se ukvarjali s temi izjavami, se zdaj ukvarjamo, kdo je to naročil. Se popolnoma strinjam z vami. Ne? Vse te izjave, če so resnične, in zaenkrat lahko rečemo, da resnične so, ker jih nihče ovrgel, kažejo na funkcioniranje naše države pod vlado, ki jo je vodil Robert Golob. Želim si, da bi bilo samo za časa njegove vlade, ne? Da ni bilo naprej in da vnaprej ne bo. Se pravi, da ne bo šlo na tak način podkupovanja in korupcije. Druga stvar je, vsi ti predstavniki, ki so bili posneti, in so snemali, so vpleteni v to zgodbo. Veste, če si ti minister, ali pa prej sem omenil gospoda Vovka, ne, in pove, in ne naredimo ničesar, ampak v bistvu potem pomeni, da to podpiramo, da to toleriramo in damo v javnost občasno samo kakšno tako trohico, ne. Druga stvar, ki je v ozadju, ena je seveda ta črna kocka, ne, znamenita, ne, ki ne bi to snemala, druga je pa, da nekateri so posneli pa sami. Ja. Veste, ker so se očitno bali, da bi kaj prišlo v javnost in da bi potem oni bili pokriti, so kar sami snemali. Ja, da se izsiljujejo s posnetki, da rečejo, če boš naredil to, bomo pa mi objavili to. Tako, imamo torej večplastno zgodbo, ne? In dejstvo je, da je to prišlo ven pred volitvami. Dejstvo je, da to, kar je ta znamenita črna kocka ven dala, je bilo pred volitvami uporabljeno zoper Janšo. Vendar samo z namenom, da vlada ne pristopi k tožbi Južnoafriške republike. To je pa druga plata, ne? Ja, to je tista bistvena plata, ne? Zdaj, kdo je zdaj to naročil? Kdo je to naročil in kaj, ne? In da je vlada v nekem trenutku, ne, ko smo prej mesece in leto poslušali, ne, kako mi bi celo Južnoafriško republiko prehiteli. Tako je bilo, da bi bili glavni vložniki, te tožbe. Potem pa kar nenadoma konec, ne? Mi pa odstopamo od tega. Ne? V kontekstu pojava teh izjav, ki so jih pripravili na Black Cubo. To je ena stvar. Druga stvar, uporabljena je bila pa kontra potem proti Janši. V bistvu je Janša potaknjena. Ja, in zdaj ista zgodba gre. Vse gre in se mi zdi, da je včeraj, se pravi, v četrtek je dr. Rosvita Pesek v Odmevu zelo lepo vprašala dr. Goloba. A torej vi si predstavljate, da bi tako izkušen politik, kot je gospod Janez Janša, ki je vodil nekaj vlad, ki je bil obrambni minister, ki je bil osamosvojitveni obrambni minister, bil tukaj naiven, da bi on res naročil kaj takega in če bi, že da bi to naročil pri sebi doma, torej na Trstenjakovi. In seveda Robert Golob ni izjavil nič kaj takega, kar bi to ovrglo. Ne? Gre torej še za zadnje vzdihljaje politične igre levice ali pa konstelacije prejšnje vlade v želji, da ne pride do nove Janševe vlade. Dosegli so pa Izraelci, da seveda so odstopili od te tožbe. In Hamasovka Tanja Fajon pač je bila potem zelo žalostna, levica je šla pa, člani levice so šli pa na kavo. So šli pa na WC, tako. Ja, ali na kavo, ne vem, kam so šli. Ampak zdaj to, bistveno je to, da je zdaj seveda poslanci Resnice, SDS, Nove Slovenije, SLS, Fokus, oni so zahtevali, da se odredi parlamentarna preiskava o sumu politične zlorabe Sove in policije, ker zato je v bistvu šlo, kako je lahko neka civilno-družbena, neka aktivistka prinesla na tiskovno konferenco vse podatke Sove. Zdaj ste odprla še kocko na drugo stran, ne? Ja.
Rdečo kocko. Jaz mislim, da je to rdeča kocka. Kako so pri nas vse stvari prepletene, ne? Ja. In kako dejansko gre pri nas pri dobršnem delu tako imenovanih nevladnih organizacij za čisto izpostavo, zdaj lahko mirno rečeva, leve politične opcije, in dotok denarja v te nevladne organizacije, v nekatere je dobršen del strani naše države, torej so v bistvu zlasti v času, ko je na vladi levica, kar pomeni, da jih plačajo v bistvu za usluge, ki so jim prej naredili ali pa zato, da lahko naprej šarovarijo. Po drugi strani pa kaže res prepletenost tega starega sistema, samo da zgodbo obvladajo, ne? In seveda po drugi strani zopet kaže na to, ne, kako imamo nestrokovno osebje, nesamostojno in nesuvereno na položajih, kjer bi človek pričakoval strokovnjake. Veste, jaz, kot sem že zadnjič v prejšnjem odmevu govoril, ko sva imela, recimo, jaz kot duhovnik vem, da nekatere stvari pač so vezane na mojo poklicno, strokovno, poslansko zadevo, etiko in je pač moje, ne morem, sem zavezan spovedni ali strokovni molčečnosti. Jaz tega ne morem ne prodajati, ne povedati, ne manipulirati, ne služiti s tem. Tudi za 7-mesečno številko ne? Ne, tudi za 7-mesečno, tudi za 8-mesečno ne. 8-mesno, ja. Tako, veste, 8-mesno. In pomeni, da dejansko pri nas država tako funkcionira kot neka, kot da bi bilo znotraj nje še nek paramehanizem, ki deluje in skrbi, da bo to ostalo še naprej tako. Lahko imenujemo to vzporedna država, lahko imenujemo ostanki prejšnjega sistema, ki so vzgojili. Rdeča kocka. Ja, rdeča kocka, ja. Zdaj malo je tudi roza, pa še vse živo, ampak a veste, in to tako ne more iti, ne? In zato razumem tudi torej nastajajočo vlado, da si je v programska izhodišča zadala tudi to. Borili se bomo, ne, če hočemo prihodnost Slovenije naprej, moramo prekiniti s takim ravnanjem. Saj smo padli po vseh standardih mednarodnih. Zdaj že slišimo, da Evropska komisija pripravlja kritiko oziroma ne vem, kako se reče temu mehanizmu, ker smo porabili, imamo proračunski minus. Ja, seveda, presegamo maastrichtski kriterij, 3% bruto domačega proizvoda. In denar je kar izginjal, In se mi zdi, da res bo treba tukaj in državni organi pregona bi morali tlele že dejansko morali skoraj vse vedeti, če malo karikiram. Dobro, v javnost ne more dati, lahko bi povedali, da teče. Jaz smo včeraj prvič slišali nekaj, da menda že preiskujejo to. Čakajte, tiskovno konferenco bi pričakovali, a ne? Oni bi prišli, bi rekli, to preiskujemo, zadeva ima številko tako in tako, pravilno številko, v interesu preiskave še ne povemo, ampak za njo je zadolžen ta in ta. Se strinjam. Kako bi to Amerika naredila, je tako tiskovna konferenca. In vsi ostajajo na položaju. Ja. Tudi vsi, ki so bili omenjeni v teh prisluhih, še vedno ostajajo na položaju. Celo izvoljeni so bili ponovno. Ja. In zdaj modrujejo, ko poslušaš medije, modrujejo, zakaj ne izbrati nove vlade. Kako bi, da ne bi. Kako bi, da ne bi. In imeli bi oni vsi tehničnega mandatarja. Tako, živela tehnokracija. Ne? Ja. No, seveda, zdaj ste omenili že to nesrečno ustavno sodišče, ne? Nesrečno zato, ker o nekaterih stvarih se ne more odločiti, recimo zakon o RTV, ali je ustaven ali ne. So pa zdaj pohiteli, zadnji dan je bil iz Gibanja Svoboda, je nek član, ki je tudi kandidat bil na volitvah, zdaj želi preprečiti, da bi to ustavno sodišče, da bi razveljavilo volitve, želi doseči in preprečiti seveda, da bi nastala vlada Janeza Janše. Mislim, kako jim pride to na pamet? Ja, zanimivo, ta komentar, ki ga bom zdaj povedal, ni zrastel na mojem zevniku, ne? Ampak zanimivo, sem bral zdaj kratke komentarje v teh dneh, ne? Kako zanimivo, da pa ravno zdaj ustavno sodišče pa dokončno izreklo razsodbo o zakonu RTV. Ampak ni potem. Ja, ampak hočem reči, zakaj? In komentar je bil tak, ne, prav zaradi tega, ker se bojijo,
Ja. Da bo zdaj pa Janša tiste mehanizme, če bo predsednik vlade uporabil, torej bo vse tam prepucal, če rečemo po domače. Pa vemo, da on tudi, če bi lahko, on na tak način ni nikoli deloval. A ne? Druga stvar seveda so pa ti kandidati, ja, kot ste omenila, glasbenik Reper, a ne? Ki je bil kandidat stranke Svobode, pa ni uspel, a ne? Zdaj vlaga pritožbo, ne, za neveljavnost, potem pa še druga skupina zbrana okrog doktor Kebra, če sem prav videl, pa doktor Plut, slavni zeleni, pa še nekaj teh ljudi, a ne pa profesor Rizman, se mi zdi. Skratka, intelektualci. Tako, intelektualci so vložili, a ne? Ja. In zdaj, če sem malo ironičen, bi si želel pa takole, a ne? Torej, če bi ustavno sodišče to že sprejelo in ne uvrglo samo na sebi, ker materija se zdi, da ni še za ustavno sodišče, ker niso bili prej uporabljeni vsi mehanizmi, predno lahko pride do ustavnega sodišča, bi pa rekel, ja, potem bo pa verjetno ustavno sodišče obravnavalo to 4 leta, ne tako kot zakon o RTV-ju, da bi potem videli, kako se bo zgodilo. Ja, do naslednjih volitev. Tako. Bomo videli, ne. No, skratka, zdaj zbudili so se po tem 4-letnem spanju tudi sindikati. Ne. Tole, imamo kar nekaj teh sindikatov, takole so prinesli, ponosno so prinesli več kot 47,000 podpisov, seveda neoverjenih, ne. A veste, neoverjenih, to so pač neke čačke, ne vem kaj, pač so neki podpisi, ne. In so seveda s temi podpisi zahtevali, da Državni zbor razpiše referendum o interventnem zakonu. Zdaj, ta referendum verjetno bo razpisan, bomo videli, kaj vi napovedujete. Ne vidimo prihodnost, lahko pa kratko pokomentiral, a ne? Ja. Poglejte, pri nas sindikati, kakršni so dejansko sad ali pa imajo globoke korenine v prejšnjem sistemu, ne? Tam pa tako vemo, da so bili sindikati samo pro forma, da so vsi zaposleni morali plačevati članarino sindikatom, da so sindikati prav zaradi tega, ker potem, ko je prišlo do demokratizacije, postali nenadoma tudi lastniki velikega premoženja, vseh počitniških hiš, in da je še način financiranja tega sindikata še vedno ostal tak, kot je bil. To je, da avtomatično podjetje trga od plače. Saj proti temu je zdaj vložen zakon, da vsak plača položnico, če hoče. Jaz nimam tudi nič proti temu, da pri nas so službe, ki so dobro plačane, je pa malo nerodno, če imajo predsedniki določenih sindikatov plače tako velike kot predsednica države ali pa morda celo večje, ali pa skoraj da ne direktorji velikih zasebnih firm, ki so jih ustvarili z lastno roko. In tudi glede na poreklo mnogokrat teh ljudi vidimo, da so to samo izpostave leve politične opcije, ko rabijo pridne delavce, ki jih nagrajuje in plačuje za to, da bodo delali v njihovem. No, recimo gospod Štrukelj, ne? Tako. Ja, gospod Štrukelj pravzaprav je oče Kučanovega vnuka, ne? To ni nič slabega na tem, ne? Čestitamo, ampak vendarle je pa povezava, ne? To je en isti krog ljudi. Ja. Recimo, da bi bil jaz sindikalist karkoli. Mene bi bolelo v srcu, če bi država potem višala davke. In jaz se borim za delavce, ki so mi zaupani. In namesto, da bi torej podpirali znižanje davkov, da bi delavci dobili večje neto plačilo in imeli dovolj za neko zdravo eksistenco, tako delavci, kakor njihove družine, zbiramo podpise proti znižanju davka, ne? Ja. Za osnovna živila. Pa proti še temu, da bi imeli večjo plačo, proti temu, da bi bila hrana cenejša. Ja. Nelogično, ne? To je samo pokazatelj tega, ne? In seveda, jaz se spomnim tudi, mislim, da je bilo v 90-ih letih, ko so bili nekateri znotraj raznih teh sindikatov nezadovoljni.
ampak niso prodrli. Je bila ena debata nekoč ob eni kavi z nekaterimi temi iskrenimi fanti in dekleti, ki so bili v sindikatih, ki so rekli, da moramo ustanoviti nove sindikate. Ja. Ki bodo res skrbeli za delavce, ne? In ne pa to. To je očitno ostanek še žive tranzicije, ki je nismo dokončali iz prejšnjega sistema. No, pa sej tudi slišati je, zdaj ne vem, ker sem upokojena, pa nisem v stiku z zaposlenimi, ampak slišati je, glede na to, da so v nekaj dnevih zbrali več kot 47 podpisov, sicer neoverenih, ne vemo, kako so to zbirali, ampak vendarle so bili tudi na univerzah, po šolah, v javni upravi so bili pravzaprav ljudje na nek način nagovorjeni, ne podpišejo, da ne bom rekla prisiljeni, ne, mogoče je šef zahteval, ali ne vemo, to lahko slišimo, ne. Predvidevam, če sem malo ironičen, da v izobraževalnih ustanovah kaj takega niso počeli, ker politika ne sodi noter, da so kvečev ljudi povabili ven, izven dvorišč, izven ustanov in prostorov. Ampak se je kar pisalo, to pa vem na steni, to je prav ta Štrukljev sindikat. Vemo, vzgoja in izobraževanje je na nek način zelo hitro. Vemo, da je bilo tako. Jaz, glejte, v osnovi pa samo na sebi ne moram nič oporekati, da so zbirali podpisov. Je pa strašno nelogično in nesmiselno. Druga stvar, ko ste omenila, ali bo referendum ali ne vem, to bodo morali za to pristojni organi presoditi, sodišča, spomnim se, da v preteklosti je bilo rečeno, so bile interpretacije, da če zakoni govorijo o davkih, in tako dalje, ne morejo biti predmet referenduma. Bomo videli, kaj bo, ker to so paketi. Tudi se spomnim, ko je vlada dr. Goloba na začetku prišla, je takoj sprejela interventne zakone, v katerih je bilo cel konglomerat zadev, kot je z različnih področij kot zdaj v tem sedanjem, in takrat ni nihče protestiral, zadeva je šla čez, sindikati, čeprav so bili višji davki, pozneje tudi niso nič protestirali. Tako da je prav zanimivo, skratka, pokazatelje teh drž, teh sindikalistov, jaz bi rekel bolj sindikalistov kot samih sindikatov, ker tudi se spomnimo na RTV-ju, so tudi sindikati in sindikalisti, ko se pa zavzemajo tudi za delavce, pa še kje druge. Ne vsi, ampak tako je. In se mi zdi, da ta zgodba je res samo nadaljevanje politike leve. Ja, bomo videli, kako se bo to končalo. No, ampak zdaj, ko ste omenili ta interventni zakon, tule so poslanci tega tako imenovanega trojčka, to je bila tudi zelo pametna poteza, da so se oni združili, ker so s tem dosegli več, to se pravi oni, pa seveda še demokrati so pravzaprav predlagali ta interventni zakon. Ta interventni zakon, ki je predlagan in gre v sprejem, preden je vlada sestavljena. To je bila zelo dobra poteza. Že ta bo v bistvu odpravil tiste najhujše kikse, da tako rečem, in napake prejšnje vlade. To se tudi še ni zgodilo, da bi preden je vlada sestavljena že bil predlagan nek zakon kot interventni, da je praktično, to ni zdaj breme te vlade, ki nastaja, ampak je v bistvu breme nekega razmerja v parlamentu. Se strinjamo, pokazatelj je nekega novega stanja duha, ki je pri nas, in seveda tudi kot posledica ravnanja prejšnje vlade je, da so ljudje, ki imajo iz tega novega trojčka, če tako rečeva, dva sta tipična predstavnika zasebnih podjetij, gospod Vrtovec tako, predsednik državnega sveta pa tudi, ustanovitelj velike firme, od katerega dejansko ima cela Sevška in še kakšen drug dobiček, ne dobiček, blaginjo, blagodat, službo, delovna mesta. In to dobro plačano. So videli, kam gredo ti zakoni, ki jih je prejšnja vlada, in da v bistvu gre res na rovaš ne samo podjetij, malih podjetij, srednjih podjetij, in pri nas v glavnem baziramo, če odmislimo nekaj teh velikih firm, ki so še državna, naša ekonomija funkcionira na malih in srednjih podjetjih. In da je za podjetje in seveda posledično tudi za delavce, veste, tako kot božičnica,
bom povedal eno zgodbo. Veste, tam po novem letu na naš župnijski račun je bilo nakazano 600 pa še nekaj evrov, točno to, kot je bil regres, oziroma božičnica. In bolj vprašam tistega, ki je nakazal, rekel, sem nakazal za obnovo župnišča, ker jih tamo. Sem rekel, bo kje sprašal do tiste cifre, a ne, meni sploh ni kapelno. Je rekel, tako je, zdaj imamo vsi enak regres. Je rekel, prej sem ga dobival 2500 evrov, zdaj ga dobim pa toliko. Je rekel, in sem se odločil, da bom še to dal v dober namen. Ne? Skratka, ta zgodba od zadaj drže na nek način po eni strani podkupovanje, po drugi strani pa uravnavanje dohodkov za vse državljane. Pod prejšnjo vlado se je pokazal, se kaže kot nerodovita. Ne? In vsa podjetja so zaradi tega trpela. Recimo sem prepričan, da bi podjetja teh dveh naših junakov, uspešnih, vaših iz vašega konca. Tako, bi bistveno več dalo delavcem za regresa, ali pa božičnice, kot so zdaj dali. Žal se tako dogaja. Ne moramo biti ta princip vsi enako bogati v revščini. Pa vsi enako bogati v revščini. To je tipični socialističen princip, za katerega vemo, da je propadal. Povsod propada. Samo v revščino vodi. Od Severne Koreje do Kolumbije in še kakšne druge države. No, zdaj ta zakon SDS in Nova Slovenija predlagata, pa seveda trojček, da ne bi več trgali od plač, kar nakazali direktno sindikatom. To je prav, ne? Se strinjam. Ja. Tudi druge po svetu, pri nas imamo res, se vrnemo nazaj, posledice tega socialističnega, ko mislimo, da mora vse država narediti. A ne verjamemo, da so državljani sami sposobni se odločiti, kam bodo del svojih sredstev namenili. In se pravi, če hočem biti član sindikata in vem, da se sindikat bori za moje pravice, bom nakazal, tako kot nakažem Rdeč križ, Karitas, Humanotero, kot nakažem za ne vem, naročilo neke revije, ki jo imam, pustimo državljanom. In potem se bodo pa tudi ti voditelji sindikatov dejansko borili, ker bodo odvisni od plačila bodo na trgu. Tako. Ampak še nekaj je, ne? Recimo zdaj, če neko podjetje nakaže sindikatu, ta bančna provizija pri nakazilu pade na podjetje. Ne? Tu bo pa na posameznika. Razen, to je pa treba zdaj povedati, v tej koalicijski pogodbi pa piše, da bodo se zavzemali ali nekako uzakonili, da bančne provizije ne bo za tista nakazila, kjer je nekdo v službi, dobi plačilo, redno plačilo. To je pa tudi zanimiva ideja. Ne? Zato, ker mi praktično tem bankam veliko zmečamo, neke provizije za plačilo računov in smo prisiljeni prek njih prejemati nek finančni del, prejemek, zaslužek, kakorkoli. To je tudi zelo dobra ideja. To pa so mehanizmi, ko lahko država z nekim zakonom, predpisom omogoča državljanom večji dohodek. Da zadihajo malce. Da zadihajo. Ja. In zakaj bi res vse plačali? Ne pa povemo, nič nimam proti, da so nagrajeni dobri direktori, tudi državnih firm. Potem je pa ogromno dobiček, ki si ga delijo oni. Seveda si ga lahko pa tudi banke. Banke, ja. Banke si pa ga tudi vsega tega, ja. Ja, si ustvarjajo tudi dobiček bank, vse te stvari. A ne, tako kot se da recimo za dobrodelne zadeve, Rdeč križ se lahko da, je brez provizije, tudi to bi se lahko naredilo. Veste, da v osnovi sej državljan bo potem ravno tako denar imel na banki, sploh če bo dobra. Ja. Če bo dobro ponudbo dala. Ja, seveda. No, zdaj upamo lahko, da se v tem obdobju, če bo danes izvoljen kot mandatar Janez Janša, zdaj to je med tem, ko midva govoriva, tega ne veva, no in če se potem oblikuje ta Janševa vlada, kar se verjetno bo, je pa dal izjavo že Manfred Weber, to je iz Evropske ljudske stranke in tako bom zdaj navajala. On je dejal, glede nastajajoče nove slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše, je izpostavil pomen stabilnosti ter oblikovanja vlade, ki bo proevropska, proukrajinska in bo spoštovala vladavino prava.
Janša ima po njegovi oceni izkušnje, da bo to lahko zagotovil. Zdaj vprašanje, ki je, ta Evropska komisija, seveda neka druga stranka Renew, ne, in Vera Jourova, je kar delala državni udar pravzaprav v Sloveniji, ne, prišla na Ustavno sodišče in glej ga zlomka, po njenem obisku, torej vse je črno, o čem so se pogovarjali, ne vemo, ampak vendarle je potem pricurljalo ven, da so govorili tudi o zakonu o RTV, oziroma da je bil na dnevnem redu, pa potem da niso govorili, ampak skratka, ustavni sodniki so takrat zamrznili to odločitev in ta neustaven zakon še danes velja. Zdaj, kaj mi lahko pričakujemo od Manfreda Webra, od Evropske ljudske stranke, ki pa je hkrati, Branko Grims recimo nastopa bolj v smislu suverenistov. Evropska ljudska stranka je pa proti temu in tudi konec koncev misli Grimsa na nek način kaznovati. Ne? Kaj se zdaj mi lahko mislimo? Kaj bo zdaj Evropska ljudska stranka počela v Sloveniji, če bo tu vlada Janeza Janše? Zdaj samo dva vidika bi povedal, oziroma poudarek, ne? Se pravi, Slovenija deluje drugače kakor Evropska unija, ne? In v Evropski uniji so članice te Evropske ljudske stranke, večina strank, ki so recimo desno-sredinske. In seveda, zdaj, ko pride v Evropsko ljudsko stranko iz cele Evrope množica strank, ki so desno-sredinske, se zadeva pa bistveno drugače obravnava. Zagotovo pa je ocena gospoda Webra o gospodu Janši zelo na mestu, a ne? Tudi on je pokazal, da ima, kako bi rekel, demokratično držo, da zagovarja pravno državo, načela demokracije, da tudi podpira Ukrajino, ne, si to podpira Ukrajine, podpora Ukrajini je to izraz tudi naše slovenske drže. Mi kot narod, ki smo si izborili pred 35 leti demokracijo tudi z žrtvami, a ne, z vojno, razumemo tudi vse države, ki želijo ohraniti demokracijo in suverenost. In v naši notranji inerciji je, da to podpiramo. In seveda drža Janeza Janše je bila že takrat na mestu, se je bil med prvimi 3 evropskimi politiki, ko je šel obiskati Kijev, a ne, Ukrajino. Tako da drugače pa ta evropska igra, jaz je včasih tudi ne razumem in ne podpiram, a ne. Zdi se pa, da se počasi tudi Evropska unija malo spreminja, ne? Da čeprav je ta pritisk iz leve sredine Evrope, ki zagovarja družbeno-politično korektnost, a ne pa konsenz za vsako ceno, izgublja tudi na Evropski uniji svojo moč, ker vidimo tudi, da Evropska unija ni več taka, kot je bila. Se izgublja, v svetu ni več močna, nima kako bi rekel, tega idejnega poleta ni več. Inovacije so se izgubljale, ker postali smo mehki in seveda vse te stranke, tudi suverenistične, kaže na to, da je potrebno Evropski uniji dati novo dušo, ne? In se mi zdi, da tudi, če bo iz Slovenije premier z glasom teh jasnih demokratičnih načel, pravne države, tudi zagovarjanje Ukrajine, ne pa Rusija, ne, kot je zdaj recimo naša komisarka, ima nehote zveze z starim sistemom povezanim z Rusijo. Da bo nov duh tu prišel, čeprav z majhne države, a ne, tudi v Evropsko unijo. Ampak ravno okoli te komisarke, to je Marta Kos, ne, se pa Manfred Weber pa Janez Janša pa ne strinjata, ne. Janez Janša je napovedal, da bomo odpoklicali oziroma pričakuje, da bo odstopila, ker je pač sodelovala z UDBO. Igor Omerza je zbral dokumente, ona je bila Tara, je bila Blanka, vse je črno na belem, ampak gospa še vedno laže, da to ni res, ne, oziroma se ne opredeli, ampak glejte, tudi Manfred Weber je dejal, ko so spet v Evropski uniji odprli to vprašanje, in je dejal, da v bistvu razloga, da bi ponovno odpirali to vprašanje ni.
Ne? Na zaslišanju je kandidatka za komisarko te navedbe zavrnila in izjavila, da nikoli ni bila informatorka, niti ni delala za jugoslovansko tajno službo. Zdaj dobro, a bomo zdaj kar na besede verjeli Marti Kos, ali bomo verjeli neki knjigi pa nekim dokumentom, ki o tem pričajo, ali pa je mogoče, kar je tudi že, pač smo lahko slišali, ne, je prišlo v javnost, neko ugibanje, da mogoče pa ona zdaj dela za kakšno drugo službo, mogoče za kakšno nemško, a ne, to tudi ne bi bilo tako nenavadno, ne, da bi nekdo rekel, lejte, imamo te papirje, vemo, da ste delali to, zdaj pa, če ne boste delali nekaj drugega, bomo pa vse to objavili. Ne vemo zdaj, kaj točno je. Kaj vi v tem mislite? Ne vemo, ne, v teh zgodovinskih izkušnjah 20. stoletja vidimo in poznamo zgodbe dvojnih agentov, ki so bili zelo močni, ne? Tako da te zgodbe so lahko vedno na mestu, ampak jaz se v to ne bi spuščal, bi pa rekel takole, ne? Če bi bilo proti katerem koli človeku, ki kaj da nase, toliko obremenilnega materijala, ne govoric, bi moral imeti toliko samo ponosa, samo spoštovanja in bi rekel, glejte, očitno je prišlo na dan, hvala za zaupanje, prosim, poiščite nekega drugega človeka, se pravi, bi se sam umaknil. In podobno držo bi jaz pričakoval pri vseh, ne? Je pa res, da to stanje, ko smo prej govorila o vladi dr. Goloba in ministrih, je prav enako, ne? Vidimo, vemo, dokazano, oziroma moram reči dokazano, nič ni bilo rečeno proti, da ni bilo za korupcijo, podkupovanje, 7-mestne številke so to krožile in so še vedno na oblasti in še vedno v parlamentu in ponovno govorijo o tem, ne? To so te drže, veste, ki izhajajo iz prejšnjega sistema, ko je bilo dvojno življenje ljudi, tudi v politiki in odgovornih mestih nekaj samoumevnega. Ampak gledajte, Marta Kos, mislim, da sem brala v tisti knjigi, da je dejansko bila ona pravzaprav iz neke verne družine, ne? Hodila k verouku, ima vse, no ne vem, če vse, ampak tiste, vsaj te začetne osnovne zakramente, ne? In seveda me zanima, vi ste pa duhovnik, ali bi vi njej to svetovali, da odstopi? Seveda bi svetoval, ne? Zakaj? No, morda bi še se dotaknil. Zakaj? Ja. Veste, v prejšnjem sistemu so prav take ljudi iskali. Iskali so ljudi, ki so bili dobro vzgojeni, ki so imeli jasne vrednote in so trkali na njihova srca ali jih pa je dobili zaradi nekih dejanj v marže, ne? Zato so zelo radi iskali ministrante, bivše ministrante, da so postali, ker so bili zanesljivi, a ne? In ko so se enkrat zaradi določenega vzroka pustili sistemu, so bili njihovi, ne pa so bili pa tako nagrajeni. Seveda bi svetoval, ne? Seveda bi svetoval. Jaz vsakem svetujem, tudi sebi, a ne, moramo imeti, ko bi rekel, notranjo moralno držo, ali če hočete, na nekatera mesta sodijo ljudje, ki imajo ki so integralne osebnosti, a ne, celostne osebnosti. In ne moreš, da si predstavljate papeža, da bi bil dvojni, a razumete? Ali pa nadškofa, ne, Bog ne dej. Ali pa župnika, da bi igral dvojno življenje. Ne? Si vsake tog časa koga zanese, ampak hvala Bogu, tudi v cerkvi imamo notranje mehanizme, da se te stvari prej ali slej raziščejo. Zato bi seveda, če bi ona prišla k meni na pogovor, bi svetoval, gospa Marta, za svoje dobro, za dobro ime vas, vaše družine. Vsakmu se zgodi, da lahko določeno obdobje kam zaide, ne? Naredite korak, dajte vzpostaviti, da bo res naša država slovela kot država ponosnih ljudi, a ne? Tudi v tem smislu, da če kaj naredi narobe, vedi, da imaš posledice in ne nosi naprej, a ne? Bodi dostojanstven. In gospod Jože Plut, vi ste nekdanji vojaški duhovnik, 17 let ste to bili ste tudi vikar. Ta teden smo obeležili tudi Dan Slovenske vojske. Povejte mi, koliko takih nasvetov, ki ste jih zdaj dali, Marti Kos, ne, koliko takih nasvetov ste vi, podobnih ali človeških, intimnih, da tako rečem, dali vojakom? Zelo veliko, ne?
Zelo veliko in hvala Bogu, to mirno lahko rečem tudi po 10 letih, odkar sem odšel iz Slovenske vojske, da so pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, po domače, vojaki in vojakinje, vseh stopenj do generalov, preko 90% zelo srčni ljudje. Ljudje vrednota, ki jim je mar Slovenija, ki jim je mar za domovino in ki so pripravljeni tudi za domovino in državo ali pa za obrambo državljanov dati tudi svoje življenje za tistih par 100 evrov. In podobno sem prepričan, da je v dobršni meri, tudi kakor sem prej poznal, velja tudi za policijo. In ljudje so se vedno, veste, če imaš ti nekaj rad, govoriva, imaš rad državo in narod, ne pa sistema, političnega. Če imaš rad državo in domovino in državljane, potem so jasne tvoje vrednote. Saj te včasih malo zanese, ampak kdo koga pa ne zanese, ampak to so tiste napake, ki jih ljudje počnemo. Ampak generalna drža mora biti ta drža človeka, ki je pripravljen stati za seboj, tvegati včasih, da bo naredil dobro za državo in državljane. Pri mnogih slovenskih politikih pa te drže ni zaznati. In seveda, ker je prejšnji sistem na nek način vzgajal dvoživke, smo živeli dvojno življenje. In še vedno živimo v posledicah ali pa živimo z vnuki, pa pravnuki ljudi, ki so bili tako vzgojeni. Je seveda v dobršnem delu slovenske javnosti so take drže nerazumljive, niso sprejete, čeprav čutijo, da bi bilo dobro. In prihajajoče mlade generacije slovenske očitno, pa ne samo fantje, tudi punci, dekleta, želijo spremembe na tem področju. A veste, pri nas lahko gremo to tranzicijo še nekaj časa, pa bo potem prihajajoče generacije bodo to izvrgle iz sebe, ker ne bodo mogli več živeti. Lahko smo pa tukaj pametni in preudarni, tudi tisti, ki ne delijo mojega, kako bi rekel, pogleda na družbo, pa ne govorimo o političnem pogledu, da bodo podprli tiste stvari, ki so za dobrobit Slovenije, slovenske države, slovenskega naroda, ne pa samega sebe in svoje politike. In pri vojakih je čutiti, da se z veseljem take stvari, od vojne za Slovenijo in tudi pozneje. In so tudi zanimivo, so hodili k meni tudi neverni. In so prišli jasno povedati, ko sem vedel, da niso verni, pa sem začel tako z antropološkega, psihološkega in kaj razlagati, pa mi je kar kakšen rekel, oče, sem prišel k tebi zato, ker z duhovnih, če brabo psihologa bi šel k njemu, če brabo zdravnika bi šel k njemu, jaz pričakujem od tebe kot duhovnika odgovor na ta vprašanje, da mi boš povedal in dal na svet. In so z veseljem prisluhnili. No in o tem dvojnem življenju v prejšnjem sistemu priča tudi dogodek tega tedna, seveda je obletnica pekrskih dogodkov, to je zdaj 35 let pekrskih dogodkov, toliko kot je stara naša država. In poglejte, zdaj v bistvu je presenetilo ljudi in je to naletelo na odpor, ker pač ti pekrski dogodki veljajo za enega ključnih simbolov slovenskega upora proti jugoslovanski ljudski armadi. In v Mariboru je na to proslavo bil povabljen tudi Milan Kučan. Zdaj, Milan Kučan je tipičen primer tega dvojnega življenja. V bistvu samostojna Slovenija mu ni bila intimna opcija, ves čas še naprej gradi to rdečo kocko, bom rekla, paralelo smo potegnili s črno kocko, v bistvu ima to pripeto rdečo zvezdo na čelu in gradita svoj krožek, in se praktično ne zavzema za demokratizacijo, ker ne podpira demokratičnih strank praktično. Pa vendarle, lejte, njega pa vabijo zdaj na te pekrske dogodke, oni pa praktično res ni med osamosvojitelji, tistimi, ki so se borili proti JLA. Kaj vi menite o tem? Ja, sam zagovarjam tole, da bi nekateri ljudje, ki so bili v prejšnjem sistemu, morali prepovedati v tem smislu javno delovati, ne da bi izgubili pokojnino, ne da bi bili za karkoli splošno človeškega prikrajšanega, ampak da bi ostali znotraj tam, kjer so. In lahko rečemo temu lustracija, če hočete. Pri nas ta zgodba ni bila nikoli narejena, zato imamo takole. In če bi vsi ti možje
in žene, ki so bili v prejšnjem sistemu na položaju, tudi če so bili z vsem srcem, vso dušo in razumom, če malo cerkveno izraze uporabim, bi jih država plačevala, samo upokojila in bi imeli karkoli zadelati, samo ne bi se smeli vtikati v politiko in gospodarstvo, bi nas ne prehitevala ne Češka, ne Finska, niti ne Hrvaška, ampak bi mi naredili že bistveno večji korak naprej. Ampak gledajte, vi ste bili v vojni za Slovenijo, ne? Kako se vi počutite, da je Milan Kučan zdaj na tej prireditvi v spomin pekarskim dogodkom? Kaj zdaj to za vas pomeni? Ste užaljeni, ste indiferentni, vas je to prizadelo? Po moje so vsi, ki so tam in vedo za zgodbo gospoda Milana Kučana, oziroma par mesecev prej še tovariša Milana Kučana, in vedo, da je on podpisal ukaz za razorožitev teritorialne obrambe in poskrbil za te stvari in da ni podpiral slovenske osamosvojitve, bi bili z menoj vred upravičeno užaljeni. Me nič ne moti, če bi hodil na kakšne druge proslave, tudi državniške, ker je pač nekoč bil predsednik predsedstva, ampak da se ga povabi na take dogodke, katerim je pa nasprotoval. Ja. Je pa dopuščen sicer vedno možnost preobrnenja. Kot duhovnik moram vedno reči, da Bog človeku trka na prsih do konca. Ne? Včasih me farani vprašajo, pa kako to župnik, da taki ljudje tako dolgo živijo. Ko dejansko očigledno, če uporabim južni izraz, so proti, ne podpirajo, ne vem, neke druge stvari. Pa jim rečem, se ne vem, če je moj odgovor pravilen, ampak jim rečem takole, veste, Bog daje nekaterim ljudem tudi več let za to, da bi se spreobrnili in naredili vsaj na starost dobro za ljudi, za državo, pa nekateri uspejo, redki, nekateri pa žal ne. Ja, pa nič ne kaže v tem primeru, ne? Ker recimo, če bi imel to neko, bomo rekli, etično držo, bi sam na nek način odklonil, pa bi rekel, lejte, hvala, ampak... Ne vidim se tam, Ja, no, recimo, ne vidim se tam. Zakaj se zdaj vidim, ali včasih se nisem videl, ne? Se veste, to je res neverjetna je ta Slovenija. Ja. No, skratka, še en gospod je zdaj čaka na sojenje, ne? Zdaj očitno se bo sojenje v zadevi Fotopub pa vendarle zgodilo, ne, tole je gospod Smodej. Zdaj njemu očitajo neke zlorabe mladih deklet, polno tega je bilo in seveda so se tudi politiki levice srečevali s tem gospodom, posnetki so, ne. Zdaj recimo je odšla v Benetke tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko in tam so imeli v eni prestižni restavraciji naročeno kosilo in je sedel v tej restavraciji tudi gospod Smodej in seveda je potem ministrico odneslo ven, ne, z vso svojo delegacijo so odšli. Kaj si mi zdaj o tem lahko mislimo? V bistvu ste z vprašanjem že delno odgovorila na vso zadevo. Ne? Če bi od zadaj ne bili vpleteni nekateri politiki, posredno ali neposredno, v to dogajanje s Fotopubom, bi gospod Smodej bil že procesiran, ne? Bi tekel vsaj proces, ne? Tudi če ne bi bil v zaporu. Zdaj pa uspešno kroži po svetu. Jaz sem prepričan, če pogledamo, pa seveda obsojam vsako zlorabo mladoletnikov, mladoletnic, otrok, sploh na spolnem področju, ne, in to njihovo integriteto, če se zgodi v cerkvi ali kjerkoli, ampak če bi bil en duhovnik 5% tega osumljen, kar je on, bi ga že vsa leta bi ga vodili skozi po časopisih, ne? Z imenom in priimkov in tako dalje. On ima pa kritje. On ima pa politično kritje in se zdi, da ni samo politično kritje, ampak da je krit tudi znotraj sodnega sistema, ne? Tako kot imamo še nekatere druge znane slovenske osebnosti od ljubljanskega župana, ne, ko se vedno vse ustavi, ne, in on je to vehementno izjavil pred leti, da on ne bo nikoli procesiran, ker je pač velik nasprotnik gospoda Janeza Janša, torej ima pokrito z druge strani, ne, politično in sodno. Nihče tega ne zanika, ne, od teh organov, ne, kar pomeni, da te zgodbe držijo. In seveda
bi si želel, da bi se ta zgodba razkrila, tudi zaradi tega, ker očitno so bili vpleteni nekateri politiki, morda malo mlajši, kot so bili, ampak očitno vpleteni v teh zgodbah Fotopuba. In bi morali, mene težko prepričaš, da če za nekom razpisana mednarodna tiralica, da lahko se po Benetkah tole sprehaja in hodi s kakšnim veleposlanikom ali ministrom na kosilo, da bi ga organi ne prijeli. Ne? No, ampak njemu je zdaj bila vročena ta obtožnica in glede na to, da je očitno pač, tako kaže, počakal Asto Vrečko v tisti restauraciji, da bi prišlo do te neke konfrontacije, malce je bil tam nastavljen, ne? Ali mislite, da bo on zdaj prišel na sodišče, ker on pa ima mogoče marsikaj povedati tudi o teh politikih levice? Slovenija je članica Interpola, ne? In oni je potem dolžna vsaka država članica, ki je del tega mednarodnega policijskega združenja, ki deluje na principih, pa na podlagi meddržavnih sporazumov, je lahko aretira, če rečemo, osumljenecega, za katerega je razpisana tiralica. Ne? In izgovarjanje to, da njemu ni bilo vročena, vemo, kaj so delali z gospodom Janšo par let nazaj, ne, pa drugo, je to samo izgovarjanje. Ne? Tako, če bi želeli, bi gospod Smodej bil že zaprt ali pa pri nas v preiskovalnem postopku. Tako, kot mora biti. Ja, bomo videli zdaj, mogoče vse odvisno od današnjih volitev v državnem zboru. Ker politika ne sme vplivati na druge veje oblasti, a ne? Bi pričakoval, da bo zato pristojna veja oblasti opravila svoje delo, s tem se pa strinjam. No in zdaj, seveda ta teden je bil ta nesrečni datum 17. maj, ne, 16. 17. Ko smo obeležili pred 4 leti dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Potem so se v parlamentu ustrašili, predstavnik levice je prišel ven ali zapisal na X-u, se že zbirajo, že prihajajo, ne, te boge nesrečni sorodniki teh ljudi, ki so bili brez sodbe pobiti po drugi svetovni vojni in so zmetani v nekih grapah, jamah, nepokopani in so še vedno na teh moriščih. No in seveda je bila ta prireditev, ne, še vedno se imenuje Ker smo ljudje. Bilo je tudi več ljudi in jasno je Janez Janša v tej koalicijski pogodbi tudi napovedal, da bo ustanovljen spet, ravno tako ukinjen Muzej slovenske osamosvojitve in ta dan bo postavljen nazaj kot dan spomina na žrtve komunizma. Kako vi gledate na to, da še danes, 35 let imamo državo, glejte, kakšna masa ljudi se je zbrala? Postavili so svečke, potem obstaja še ena slika naslednjega dne, ki je pa nisem vzela, ker mi ni všeč. Skratka, nekdo se je znajdel na X-u in je rekel, kdo mi pride pomagati, in je razbil vse te sveče. Kaj se dogaja v ljudeh? Zakaj mi še vedno, to je v bistvu civilizacijsko, da pokopljamo. Tukaj ni politike. To so neke kosti, zdaj tam ležijo in mi to prevažamo v plastičnih gajbicah, sem pa tja, pa se sprenevedamo. A bi dal na Žale, ali kam ćemo zdaj dati, ali kako? Zgodba je torej zelo konkretna, ne? Ste omenili nekatere vidike tega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki so vsi zelo na mestu, ne? Odsevajo pa drugo zgodbo. Morda samo kratko bi omenil ozadje. A veste, zdaj imamo nekaj žrtev izkopanih, a ne? Imamo Maces Novo Gorico, nekih je bilo izkopanih v Mariboru, v Jarkih, pa so bile še drugod celo pa bolj v glavnem sondiranje z nekimi manjšimi izkopi, a ne? Ampak nadaljevati to zgodbo pomeni, da bo prišlo na dan stotine in tisoče po vojni nedolžno pobitih ljudi. Podatki o pobitih na slovenskem ozemlju po drugi svetovni vojni gredo preko 100 000. In to, veste, kaj to za, se niso bili samo Slovenci, daleč od tega. Vsi so prehajali in potem so jih pobijali ko zastavo po naših tleh, ne? Na Štajerskem, Koroškem, Gorenjskem, Dolenjskem in tako dalje.
In ljudem, ki so zagovarjali ta načela in njihovim otrokom in vnukom seveda se sipa svet pod nogami, ne? Vse, kar so si ustvarili, vsi privilegiji, vse tudi materialno bogatstvo in predvsem ta moralna, notranja, miselna drža se jim s tem ruši. Ne mi reči, da ima župan glavnega mesta tako veliko moč, da ne bi mogla država reči, pokopali bomo na Žalah. Ali ne mi reči, da ima država tako majhno moč, da ne more s pristojnim aktom, da ne bi mogla že do zdaj reči, pokopali jih bomo v Ljubljani, v glavnem mestu, tako kot so pokopani okupatorski vojaki. Pokopali bomo tudi svoje rojake. Imamo italijansko pokopališče, zelo lepo na Žalah, imamo nemško pokopališče, celo Rdeča armada ima svoj spomenik v Ljubljani, samo svojih ne upamo pokopati. Ne? To je en vidik. Ne? Skratka, gre za to držo, ki bo prej slej padla, ker ne more. Ne? Drug vidik bi rekel, poglejte, pri nas v naši župniji, ko so nam 54. leta porušili cerkev, zdaj tam občina dela arheološke raziskave oziroma že postavljamo tak lep arheološki park, kjer bodo Poljane nad Škofjo Loko, kjer bodo prezentirane vse cerkve. Vedelo se je, da je tam bila tudi gotska cerkev, ni se pa vedelo, da je romanska. In se je vedelo, da so, ko so v 60. letih 19. stoletja predstavili pokopališče na novo lokacijo, da so večino okostij odpeljali tja, niso po vseh. In zdaj, ko se delajo te raziskave, torej, če govorimo o romaniki, govorimo o 10., 11., 9. ali pa še stoletju prej, ker so pokopavali vse, je tam na globini 1,5 do 2 še ogromno človeških okostij. In do zdaj smo že izkopali vse okostje, kar je bilo raziskano, in jih dostojno pokopali. Od golenice od vsakega človeka posebej, ostale smo pa dali v skupno krsto, ker je težko definirati točno, kaj je skupaj, in dostojno pokopali. Ljudi, ki so bili pokopani preko 500-600 let nazaj tam, zato ker so ljudje. In če torej Slovenci zmoremo v določenih krajih toliko pietetne drže, da pokopljamo ljudi, ki so bili pokopani 500 let in več nazaj s slovesnim obredom in jih pokopljamo na pokopališče, tam, ko so zdaj drugi pokopani, in bomo s časom, ko bo to končano, postavili tudi obeležje, pa da ne more država pokopati svojih lastnih oziroma še očetov mnogih državljanov ali pa sorodnikov. Rojakov, sorodnikov teh ljudi. Ali pa tudi drugih državljanov. Ali pa zdaj, če smo še bolj natančni. Če je država sposobna z protokolom izročiti nekaj 100 žrtev, okosti žrtev sosednji državi, Hrvaški, ni pa možna teh pietetnih dejanj storiti za svoje sodržavljane, pomeni, da je nekaj narobe. Ne? Zdaj pa res, da pri nas je še marsikakšno področje, kjer so evidentno žrtve od spodaj, pa so gor šole, so vrtci, so parki, to pomeni, da se smetišča. Smetišča, da se bo tudi pred nosom kopalo. In prej slej bo treba, dokler ne pokopljamo vseh ljudi, bomo kot narod trpeli. In ta dan spomina na žrtve komunizma je treba seveda vrniti, ker tako velikih žrtev na Slovenskem nihče ni povzročil kot to. Pa govorimo samo po vojni obdobju, da ne govorimo o medvojnem. In a si ti ljudje ne zaslužijo dneva spomina? Seveda je pa boleče za tiste, ki so to povzročali za njihove potomce, to pa razumem. Ampak živimo v času, ko človek upravičeno tudi od drugače mislečih pričakuje neko držo spoštovanja do človeka in vsega, kar človeka predstavlja. To se pravi tudi do človeških okosti. Sam se izogibam izrazom ostanki. Človeški ostanki, ker to je tako, kot so ostanki od hrane. Zato uporabljam izraz človeške okosti, ker tu govorimo torej o ljudeh. No, žare kupanja so seveda mladi, takole so se zbrali predstavniki teh desnih strank Mladina, recimo Slovenska demokratska mladina, pa tudi druge stranke, in so tudi oni na nek način zahtevali ta pokop. Kaj si lahko obetamo od mladih? No, jaz vem, da v prihodnosti se bodo te stvari rešile,
In veste, zakaj bi vsak človek, bi rekel, tako kot si bi bila midva soseda mejila, a ne? Na nekem zemljišču, pa bi bila najina meja nedoločena. Ne? Zakaj bi midva trpela in potem še najini otroci? Če pa lahko midva stopa skupaj pa urediva, dejte, a se bo sama dogovorila ali bo poklicala geometra. Pa dajmo takole zakoličiti, in bova se midva prijateljsko gledala in toliko bolj najini otroci, ki ne bi bili obremenjeni. Ne? Zdaj pa vso to zgodbo izročamo novim generacijam in sem vesel, da tudi med mnogimi, ki niso, ko bi rekel, politično pomladnega pola, med njimi čutim, da pravijo, moramo to narediti, ne? Moramo te ljudi pokopati. Ne? In jaz vidim v prihodnosti to, da bodo mladina, morda bo časa, veste, tudi zato bom rekel, ko bodo zadnji, ki imajo borčevsko pokojnino pokopani, morda bo takrat konca. Nekega dne bo konec borčevske pokojnine. In se bo začelo te ljudi pokopavati. No. Ja, upajmo, da v Ljubljani, ne? Ja, veste, to je naloga države. Naloga države odredi. Ljubljana ima pokopališče, ima veliko, ima majhno, vedno se pa da najti še mesto za kakšno zelo lepo grobnico. In kostnico. No, ta teden smo se spomnili tudi 30. obletnice obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. To je bil prvi papežev obisk v mladi državi, ne? Ki je pravzaprav Slovenijo postavil na nek politični, verski zemljevid sveta. Kako se vi spominjate tega obiska? Ja, z velikim navdušenjem tega. Ne. Smo bili presenečeni, ko so izvedeli. Jaz sem bil takrat ravno delal v Škofijski gimnaziji v Šentvidu. Sem imel srečo se tudi srečati z njima. Ne. Nam je dal roko v kapeli, takrat novi, še ni bila zaključena, ampak je bilo res čudovito. Pa pol smo šli v Postojno, ne, in ko papež pride, to je vse pripravljeno, ne, do besede. Ne. In potem on tam dva stavka sta bila pa še en dogodek zelo pomembne. Ne. Ko je mimo vsega napisanega povedal, ne vemo, od kje je potegnil, ne. Papež ima vas rad. V Postojni. Ja, pa korajža velja, to je bil Postojni. Pa kako je mlade Slovence postavil na realna tla, ko so mu začeli peti Happy Birthday, ne? Ja, tako. Ko je rekel, prekinil, oprostite, jaz sem mislil, da sem za trenutek mislil, da sem v Ameriki ali nekaj takega. In pa sem mu pa zapel kolikor kapeljca, ne? Razumete, jaz to večkrat... Veste, kaj je bilo tudi zapel? Jaz sem bila na predstavitvi v galeriji družine in je bilo povedano tako. Tako kot ste rekli, papež je rekel, jaz sem mislil, da sem prišel v Slovenijo, ne? In oni so takrat začeli, ker oni so njemu peli za rojstni dan Happy Birthday to you. Papeža je to na nek način presenetilo in je rekel, sem mislil, da sem v Sloveniji, in so začeli peti, mi se imamo radi. Potem je pa papež vprašal svojega spremljevalca, prevajalca, kaj je to radi? In mu povedal, kaj pomeni radi, in zato je rekel papež. Ima vas rad, no, super, ja. Skratka, to so bile res take, tudi z vidika, ne, se pravi, sveta, ki se globalizira, dajte svojo identiteto očuvati, narodno, kulturno, jezikovno, ko imamo res tako lep jezik, tako lepo kulturo, jezik, dobesedno jezik pesmi, šestimi skloni, dvojino, vse te kapa, ne, drugi nas občudujejo, mi se gremo pa neko globalizacijo na tem področju. Potem zanimivo, družina takrat postala dnevnika, ne, za 3 dni je vsak dan izhajala. Ja. Pa se spomnim še enega dogodka, ko nas je sprejel v kapeli Škofovih zavodov, nam je dal eno podobico. Je gor čudovita Marija Begunka, še zdaj imam v Svetem pismu, ki ga berem. Od zadaj pa ena molitev, sicer ima naslov za novo evangelizacijo, ampak noter je en čudovit stavek, ki ga večkrat povem. Gospod, daj, da bomo znali s ponižno drznostjo odkrivati tvoje skrivnostne poti. A ni čudovito? Ponižnost in drznost. In to jaz večkrat povem mladim in starim. Bodimo ponižni in drzni, v iskanju, tudi v prizadevanju za blaginjo našega naroda, naše domovine. In seveda je ta dogodek, ki se je zgodil, res dvignil slovenskega duha.
Ne samo verskega, tudi slovenskega duha, te mlade države, ne, ker so tudi baje, če se prav spomnim, se res je, da policija v takih dogodkih kriminalce malo pospravi, ampak v teh dneh ni bilo nobenega kriminalnega dejanja, razumete? To so tudi take lepe stvari. Tudi to smo slišali, gospod Šter je povedal, da seveda je prišel nek novinar, ki se je pustil zapreti, nekaj naredil, da so ga zaprli, da bi videl, koliko je zdaj klošarjev po zaporih in ni bilo nikogar. Tudi zanimivo. To so res, ne? In tudi, hvala Bogu, se spominja, tudi ljubljanske nadškofe me v nedeljo to mašo zahvalno. Mnoge župnije, tudi naša, smo romali na Poljsko zdaj v teh majskih dneh, prav v zahvalo, da smo obiskali papeževe rojstne kraje, pa kjer je bil nadškof, on je bil res velik mož. Tudi drugi papežev obisk v Mariboru, takrat je pa še bolj poudarjal slovensko kulturo, pa slovensko identiteto in lepoto naše države, naše pokrajine. Mislim, da je celo rekel naše dežele, tako, ker je v duhu tistega mota Slovenija moja dežela, ki smo še v prejšnji državi. No, seveda, zdaj ste rekli ponižno in drzno, jaz pa dodajam ponosno in drzno, zato, ker zdaj bom spet pokazala to, kar me res žuli, to pa je recimo tale spomenik osamosvojitve, ki pač naj bi bil takle. Zdaj sem slišala neuradno, da pritiska ta ekipa, da bi to hitro do začetka junija, dokler ne nastopi nova vlada, da bi tole spravili skozi. Zdaj, zakaj gre? Prvič je to kopija nekega ženevskega spomenika, to sploh ni nek unikat. Zdaj te lučke pa služijo temu, da osvetljujejo praktično spomenik revolucije, pa Kardelja, vse to, kar pač imamo v tej naši rdeči kocki, da tako rečem, z rdečo zvezdo. Nikakor pa ne moramo imeti spomenika osamosvojitve, nekega primernega. Kako vi, ki ste tudi sodelovali v vojni za Slovenijo, gledate na to? Mislim, da večina veteranov je v takih dejanjih kar prizadeta. Sploh, da bi bilo nekaj takega in bi ostal zraven spomenik revolucije, na kateri piše, da je šlo za revolucijo, in zraven še tak velik granitni kamen, na katerem še dodatno piše, da je spomenik revolucije. Država se ne sme skrivati pred svojo lastno identiteto, in pred lastno zgodovino. Meni je en ameriški admiral rekel, ker ne želim biti predolg, ko je opazil na moji uniformi vojaški takrat napis veteran, in sem mu rekel, da pomeni, da sem udeleženec aktivne vojne za Slovenijo. Je stopil meni, takrat sem imel čin polkovnika, se mi zdi. Je stopil 2 koraka nazaj in salutiral. In je rekel, čestitam, če si kaj ameriški vojak želi, je, da bi, poslušajte, sodeloval v vojni za neodvisnost Amerike, ali pa da bi zdaj dal življenje za ameriške vrednote in ameriško državo. Mi pa ne znamo postaviti enega spomenika uglednega naši samostojni demokratični Sloveniji. To je minljivo, Dajmo nekaj trajnega. Nekaj takega, si gospod Borut Pahor je pred leti s tistim betonskim obeliskom, na katerem ni nič, poskus naredil, Ampak dajmo postaviti, ne smemo se sramovati, Veste, imeti lastno državo kot narod, takrat narod postane nacija. Saj smo res srečkoti. Vsako drugo ime v Sloveniji bi moral biti Srečko, ali pa Srečka, ker da imamo svojo državo. In tudi to, da midva govoriva, tudi to, da smo v demokraciji, vse to izhaja iz tam 90, 91, 35 let nazaj. Lahko bi si želeli, da bi bilo boljše, drugače. To so še, jaz rečem, to so odsevi še preteklosti. In dajmo skupaj stopiti levi in desni. Če ni drugega, pa ne mene pokliče, se malo hecam, pa bom dal kakšno idejo, ali pa kardinala Rodeta, imel cel kup takih lepih idej, kako bi se dalo to našo prestolnico ovekovečiti do vse polnosti in pokazati, da vsako, ki pride v Ljubljano, da je prišel v glavno mesto Slovenije, ki je tudi glavno mesto slovenske države. Ne pa v neke boljševistične kremple. Sej res. Malo ponosa. Veste, ko ste prej malo se poigravala z besedo Janeza Pavla II. Kaj pomeni biti ponižen pa drzen? Ponosen.
Ponosen, Ja. ponosen človek išče, ponosnemu človeku ni vseeno. Ne za nazaj, kaj šele za naprej, toliko bolj v sedanjem trenutku. No, ampak mi mirno hodimo po slovenski himni, ki je napisana kot neka intarzija na tleh, ne, to je zdaj moj posnetek, to me vedno prav zaboli, tole je vhod v Čopovo in vidite, že tamle malce je ta intarzija ven padla, potem so tule te oznake za slepe, ne, na cesti, zbrušene noter v himno, pa žvečilni gumiji. Mislim pa, kako je to možno? Kako je to možno, da nihče ne odgovarja za to blatenje državnih simbolov? Ne znamo spoštovati svetega, ne? Svetin nimamo, simbolov ne spoštujemo. Zato jaz večkrat poudarjam, ne, ko sva prej govorila o predsednici države, ona je simbol države, ne? Ona predstavlja državo na mednarodni ravni, ona je simbol in mora biti povezovatelj, mora združevati vse. In seveda potem imamo še druge inštitucije. Imamo pa simboli, kot so himna, zastava. In to mora biti svetinja. Da se spomnim težav, kako je bilo pred leti, mislim, da je bilo ravno v času ene od vlad gospoda Janša, ko je rekel, da je treba pred vse javne ustanove in pred šole postaviti slovensko zastavo, kako so se učitelji nekateri upirali, da ne sme biti slovenska zastava pred slovensko šolo. Kaj pa bo? Makedonska, ruska, albanska, če malo karikiramo, ali bo slovenska. Ne? In to je znamenje. Hkrati je pa tudi krik, veste, tole vidimo, ne? Krik teh verjetno mladih sodobnih umetnikov, ki so razpeti, ki so razpeti med temi trendi, med to slovensko raztreščeno razdeljenostjo in krikom potem, da bi imeli nekaj skupnega. Ne? In potem nastane tole. Ja, ampak čakajte, to je župan, to je država, kot ste rekli. Kako lahko župan dovoli, pa država, da se tole umesti? Saj jaz verjamem, da so kriki sem pa tja, pa da delajo vse mogoče. Veste, koliko časa je bilo treba, da je na Ljubljanskem gradu slovenska zastava? To je pa res, ja. In še zdaj je zastava, ki je slovenska, pa ljubljanska, sta enakovredni. Tega ne vidiš v nobeni državi. Ja, in tujci sprašujejo, kaj pa je ta zastava zelena. Ampak vse to kaže, ne, da veste, ni problem samo ljudi, ki nimajo identitete. Problem je tudi nas, ki imamo narodno identiteto, da smo premalo izraziti in zahtevni. Jaz sem tudi vesel, recimo, ko so škofje vendarle rekli pred leti, daj pa da ima še v cerkve zastave. Ja. Vse smo Sloveniji, a ne? Prej smo imeli samo nekateri posamezniki. Tako da na tem področju, tukaj bi moralo biti lepa ograja okrog, pa napis slovenska himna. Pa nikakor ne pa hoditi po njej. Ja, hoditi po njej pa še, da je na tleh. Skratka, človek bi si želel, da bi naredili napredek. Upam, da bomo zopet. Ne? Jaz recimo dam tudi otrokom včasih krtko za rojstni dan slovensko zastavico. No, lejte, seveda, moramo omeniti tudi pohod za življenje, ki je bil v začetku tega tedna, ki mineva, ne? In si morate misliti, da so zbirali tudi podpise za prepoved pohoda. Ne? To tudi nekoga zelo moti. Mi smo v demokraciji, pa zakaj ne bi ti, ki verjamejo v življenje, ne? Pač imeli svojega pohoda. Tega tudi ne razumem. To je bilo v Kopru, ne, recimo. Ja, spet gre od zadaj za dvojno igro. Ne? Pri nas tudi, ko gledate predvolilne boje, ne? Vedno bomo rekli, ta levo politična opcija očita drugim, a ne, čim spregovorijo v življenju, da posegajo v maternice ženska. Ne? Ja. Nihče nikoli s tem, če zagovarja življenje tistega, ki se rojeva. Nikoli ne posega v življenje drugih mater ali jih pa omejuje v njihovem početju, ne? Tudi če se ne strinja. Ampak se veseli življenja in ga zagovarja. In seveda potem takoj takle lep pohod, ne? Ideja sicer prišla iz Amerike, ampak hvala Bogu, takoj sprevračajo in mu dajo politično konotacijo, namesto da bili veseli, da so ljudje, ki pravijo, dajmo imeti otroke.
Ja, dajmo imeti življenje. Pa da se ni njihova mama odločila za splav. Pa dajmo, da bodo Ko jih je delali, da nosila. bomo mi na stare leta, da bodo blagajne imele denar, Seveda, da bomo ne. penzijo dobivali, če že ne podpiramo otrok. Ja, no, mimo grede v koalicijski pogodbi tudi piše, da bodo olajšali zdaj uvoz tujih delavcev, seveda legalno. Ne? Ja, ja. Lejte, mi imamo 16% tujih delavcev, žal, zaradi vseh teh stvari. Mislim, da sem slišala gospoda Zoreta, da je rekel, da je bilo 700,000 ljudi ubitih po vojni s splavi. Ja, na Da ga Slovenskem, je to presenetilo, da ga je to šokiralo. Številke so v nebo vpijoče, ne? Ja, splavi od 45 do... Tudi recimo, če gledamo, mislim, da je bilo tam v 19. stoletju število Slovencev v bivši Avstro-Ogrski podobno številu prebivalcev Norveške. Njih koliko je danes, pa kako malo nas je. Pa niso se selili samo naši predniki s trebuhom za kruhom, ampak so se tudi Norvežani. Ampak oni so podpirali. Zdaj pustimo, zdaj je zgodba pri njih bolj žalostna, ne? Še bolj kot pri nas. Ja. V številu. Dobro, končajmo zdaj z Guinnessovim rekordom. Robert Goter je pa zdaj uspel in je podrl ta Guinnessov rekord in je s harmoniko neprekinjeno igral več kot 83 ur. Nekoč je že poskušal, zdaj mu je pa to uspelo. Torej, harmonika je naš inštrument, ne? Ali so to trubači? Gledano zgodovinsko, ne, zadnje stoletje je harmonika naš narodni inštrument. Ne? V nekem obdobju ali pa tem obmejnem obdobju smo sprejeli še kakšne dodatne inštrumente, ki se danes vklapajo skupaj s harmoniko, recimo pri farci so tak, ko dajo še malo tega melusa. Vsekakor pa niso trubači. Ne? Ja, sploh pa ne za Božič, ne? Bog ne daj, ne? Bog ne daj. Dobro. Tako da čestitamo za ta dosežek, je pa tu spet znamenje res te slovenske posebnosti. A ne? Mi štrlimo ven v teh specialnih silah, a ne bi rekel tako. Ja, v ekstremnih športih. Ekstremnih športih, tle smo. Ampak to je pokazatelj kapitala našega naroda. Ne? Koliko je sposobnih ljudi, posameznikov, a ne? Ki tolčejo ven, ne, včasih jim premalo privoščimo, jih premalo podpremo, se poznamo te zgodbe iz smučarskih zadev, ampak na koncu res smo narod svetovnih rezultatov. No? In tako majhen pa štrlimo ven v športu in še v marsičem. Tako da ne bo res ta narod še naprej blagoslovljena, ne, in vse dobro, kar je v njem. No, in tako upajmo bo tudi v prihodnje. Za ta teden je pa to. Gospod Jože Plut, hvala lepa za vaše komentarje. Hvala za vabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.